Na zvidenje. Pozdravljeni in dobrodošli v Innovation. Sem vaša gostiteljica Lynn Vlahmajer in hvala, da ste se nam pridružili. Kaj pa, če bi bila vaša kava in celo sestavine v vaši hrani pridelane v laboratoriju? Izraelska podjetja uporabljajo biotehnologijo in umetno inteligenco za ponovno ustvarjanje hrane na molekularni ravni ter premikajo proizvodnjo s kmetij v laboratorije. Danes zvečer gre za biotehnologijo, a najprej naše glavne novice. Vsa znanost rdečega vina brez vina. Podjetje BioHarvest Sciences razvija grozne spojine brez alkohola, sladkorja ali kmetijstva. Močan izraelski šekel povečuje pritisk na izvoznike, ravno v času, ko velike tehnološke družbe odpuščajo tisoče zaposlenih in se prestrukturirajo za dobo umetne inteligence. In po poročilu, ki je podjetje Meta obtožilo, da je na skrivaj dodalo prepoznavanje obrazov svojim pametnim očalom, je podjetje Marka Zuckerberga zdaj ta sistem izbrisalo. Kaj pa, če prihodnost kmetovanja sploh ne vključuje pol? Izraelsko biotehnološko podjetje goji dragocene rastlinske sestavine v bioreaktorjih z namenom preoblikovati način, kako proizvajamo izdelke za zdravje, prehrano in celo farmacevtske izdelke. Ob tem pa porabijo le delček zemlje in vode, ki jo zahteva tradicionalno kmetijstvo. Za več informacij se mi zdaj pridružuje direktor podjetja BioHarvest, Zaki Rehav. Zaki Rehav, najlepša hvala, da ste se mi danes pridružili. V bistvu gojite spojine rastlin. Ali še vedno gojite tudi rastline v laboratoriju ali se osredotočate samo na pridobivanje molekul? Ne gojimo nobenih rastlin, ne pridelujemo ničesar, vzamemo izvorne celice, jih vzamemo iz rastline in rastline nikoli več ne vidimo. V bistvu gojimo samo produktivne celice, ki ustvarjajo tiste dragocene spojine, ki jih iščemo. Mi smo uresničitev tega, kar je Hipokrat rekel pred približno 2000 letjema. Naj bo hrana tvoje zdravilo in zdravilo tvoja hrana. Torej, naše zmožnosti umetne inteligence v kombinaciji z našo programabilno biologijo nam omogočajo, da iz narave resnično izvlečemo najbolj koristne spojine ter jih naredimo močnejše, bolj dostopne in bolj enotne. Ponovno, brez uporabe niti koščka zemlje ali česa podobnega, ter z uporabo le delčka elektrike, vode ali zemlje, ki bi jih sicer potrebovali. Ali mi lahko poveste, za koliko so stroški zmanjšani in koliko manj vode se porabi, kakšen vpliv ima to na okolje? Gre za faktor, gre za dve velikostni stopnji. Gre za približno 100-kratnik, če govorimo o elektriki, zemljišču ali vodi, potrebni za enako količino sestavin. Torej, primerjamo jabolka z jabolki. Pogledamo, koliko grozdja bi potreboval in koliko vinogradov in koliko zemlje in koliko vode in koliko elektrike. V primerjavi z enako količino sestavin, ki jih proizvajam, je to približno faktor 100. Kako torej nameravate povečati svojo proizvodnjo? Ker imamo po svetu tudi druga podjetja, ki poskušajo narediti to, kar počnete vi. Ampak kako je mogoče povečati vaš izdelek tako, da znižate stroške in ga dejansko naredite uspešnega? Tako smo razvili lastniško platformo, ki uporablja umetno inteligenco, avtomatizacijo, računalniški vid in programabilno biologijo. Za izpopolnitev te platforme smo porabili 15 let. In zato lahko pokrivamo več industrij. Cenovno smo zelo konkurenčni. Do zdaj še nismo videli ničesar v takšnem obsegu, kot ga proizvajamo mi. Torej, gre za igro obsega in upamo, da bomo naše konkurente držali na tekočem traku. Ko bodo oni naredili to, kar mi delamo danes, bomo mi že napredovali in bomo, veste, za velikostni razred boljši. Ampak, kot sem že rekel, uporabljamo programabilno biologijo, umetno inteligenco, računalniški vid in imamo vrhunske celične biologe, ki dan in noč res izpopolnjujejo naše delo in smo osredotočeni samo na rastlinske celice. To je tudi ena od naših prednosti, da ohranjamo osredotočenost na rastline. Torej, povejte mi več o vaših izdelkih, ker, kot razumem, se osredotočate na ta prehranski dodatek iz grozdja. Kaj je to? Torej, to je v resnici le en izdelek izmed mnogih, ki jih razvijamo. Smo tehnološka platforma,
Ampak naj se za trenutek osredotočim na Vinjo. Vinja je ime, komercialno ime tega izdelka, ki je odličen primer tega, kar imenujemo natančna botanika. Gre za sestavo na osnovi celic rdečega grozdja. Mimogrede, navdihuje ga francoski paradoks, kar je opažanje, da Francozi ohranjajo dobro zdravje srca in ožilja. Kljub bogati prehrani je to korist povezana s polifenoli, ki jih najdemo v rdečem grozdju in rdečem vinu. Torej, kar naredimo mi, je, da dejansko gojimo celice, ki vsebujejo visoko koncentracijo teh polifenolov. Eden izmed njih je dobro znan resveratrol, naši bioreaktorji pa lahko to koncentracijo povečajo, zato dobimo to količino. In v eni kapsuli, ki vsebuje 400 mg tega prahu, je to enako kot 1000 grozdnih jagod. Morali bi pojesti 1000 grozdnih jagod z vsem sladkorjem ali popiti celo steklenico vina, da bi dobili to, kar boste dobili v eni sami kapsuli, ki jo vzamete vsak dan. Torej, to je to. Poleg tega izdelka imamo še druge izdelke, ki jih razvijamo na različnih področjih in ne samo na področju nutracevtikov. Ker gledate tudi na širitev v prehrano v prihodnosti, ali se boste osredotočili samo na prehranska dopolnila? Ne, smo tudi v prehrani, ukvarjamo se s prehrano, pa tudi z farmacijo in dišavami. Imamo več projektov, ki potekajo hkrati. Za prehrano imamo 2 sladila, ki jo razvijamo z enim največjih podjetij na področju sladil, Tate & Lyle. Nahajajo se v Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike. Za njih razvijamo 2 molekuli, razvijamo tudi molekulo za dišavo, ki predstavlja trg v vrednosti $15 milijard na leto. Prav tako razvijamo molekulo žafrana, ki bi bila namenjena tako prehrani kot nutracevtiki. Žafran je ena izmed sestavin, ki se kulinarično uporablja in je ena najdražjih. 90% ga pridelajo v Iranu. Tako da so v tem primeru prisotna tudi geopolitična vprašanja. Tako smo sposobni proizvajati žafran in ga prodajati tako na področju prehranskih dopolnil, kot tudi na področju hrane. Direktor podjetja BioHarvest, Zaki Rehav, hvala, da ste bili danes z mano. Hvala, da ste me povabili. Hvala. Zdaj ostajamo v laboratoriju, kajti tukaj v državi startupov se nekaj dogaja v svetu čokolade in kave. Z globalnim segrevanjem in uničujočimi deževnimi gozdovi so pridelovalci kakava in kavnih zrn po vsem svetu na robu izčrpanosti. Voditeljica in dopisnica i24 News English, Emily Francis, obišče 2 podjetji, kjer razvijajo okusno in stroškovno učinkovito rešitev, ter pri tem dražijo naše brbončice. Bi želeli čokolado? Hvala. 9 od 10 ljudi na svetu ima sladkosnednost za čokolado. Moja mama je vedno rekla, življenje je kot škatla čokoladnih bombonov. Nikoli ne veš, kaj boš dobil. Vendar pa... Kakav se sooča z nevarnostjo izumrtja. Do leta 2050 bo več kot 50% kmetijskih površin za kakav neprimernih za pridelavo zaradi podnebnih sprememb. Čeprav kakavovo zrno, staro 5000 let, izvira iz amazonskega pragozda in so ga plemena imenovala hrana bogov, v sodobnem času Zahodna Afrika proizvede približno 80% svetovne zaloge. Deževni gozdovi se sušijo z zaskrbljujočo hitrostjo. Dolga je zastarela pot prevoza ter predelave, pa pušča potrošnike razočarane. Težava pri načinu pridelave danes je, da se veliko teh dobrih snovi razreči med predelavo kakava. Pri tem se res izgubi veliko teh bioaktivnih snovi. Inovativni izraelski startup Kokomoto poskuša obnoviti zrno in hkrati razvajati naše brbončice. Namesto, da bi v naravi gojili kakavovec 6 ali 7 let in na koncu uporabili samo zrno, pravimo, da tega ni treba početi. Lahko imamo lokalno proizvodnjo. Kakavovo rastlino lahko postavite kjerkoli na svetu, zunaj ekvatorja, zelo blizu tovarnam, ki že proizvajajo. Kluri je ena največjih platform na svetu za širjenje celic. Vemo, kako širiti celice, to je tisto, kar radi počnemo.
Tukaj v biotehnološkem podjetju Pluri, sedeža v Haifi, ti bioreaktorji posnemajo okoljske pogoje narave. In je tako, v redu, to je kot pri pouku naravoslovja. Celice damo v to posodo in na to dejansko poteka perfuzija medija. Medij je hrana, ki jo celice potrebujejo, veste, za prehrano. Celice hranimo s tem kondicioniranim medijem. Enako velja za kavo. Coffee Shy je še en startup, kjer ta patentirana tehnologija širjenja celic prav tako nadaljuje tam, kjer narava konča. Naš proces je z vidika trajnosti veliko učinkovitejši v primerjavi s standardnim kmetijstvom, kjer potrebujete ogromno količino vode. Mimogrede, vsaka skodelica espressa, ki jo popijete, zahteva 140 litrov vode. Kar razvijamo, je rešitev, ki omogoča proizvodnjo kave na način, ki obide vse izzive. Obstoječi, dolgotrajen in energetsko potraten proces nam prazni tudi bančne račune. To je drastično povečalo povpraševanje, skupno povpraševanje po kavi. Na strani ponudbe pa imamo težave, ki postajajo vse hujše. Torej, povpraševanje narašča, ponudba pa upada. Kava je surovina, s katero se trguje na borzi. Pravzaprav lahko v zadnjih 5 letih opazimo velik, ogromen porast cen. Prav tako tudi veliko nihanja cen. Zdaj se lahko naše skodelice napolnijo vsakih 3 tedne. Iz enega samega sistema. Na leto bomo lahko proizvedli količino kave, ki je enaka več kot 500 000 kavnih rastlin. To je naš izdelek. To je kava na osnovi celic, posušena kava na osnovi celic. Kar vidite tukaj, je v obliki prahu. Praženje in priprava kave sta stvar okusa. O tem priča naša jutranja skodelica kave. Ja, diši dobro, drugače. Ja. Je bolj sladko? Ja. Slajši von. Prav. Moj most deluje. Poleg tega pomaga zmanjševati ogljični odtis na našem planetu. Ena od stvari, ki so nas jih vprašali, je, ali boste šli. Ali bo vaša tehnologija nadomestila običajne in obstoječe kmetije kave, kmete in kmetijstvo? In odgovor je popolnoma ne. Emily Francis tam. Zdaj, če se premaknemo stran od biotehnologije iz Hollywooda na družbena omrežja, nova generacija orodij umetne inteligence preoblikuje način, kako nastajajo vizualne zgodbe. Platforme, kot je Kadabra, uporabljajo generativno umetno inteligenco za pretvarjanje besedila v filmske prizore, kar odpira vprašanja o prihodnosti same filmske produkcije. Za več informacij se mi zdaj pridružuje Maitol Salah. Vi ste ustanovitelj Kadabre. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Za gledalce doma, kaj pravzaprav počnete? Pozdravljeni, moje ime je Maitol Salah, prihajam iz Izraela in ustvarila sem Kadabro, ki je platforma z umetno inteligenco, ki vsakomur omogoča ustvarjanje samo z domišljijo. S to platformo lahko vsako domišljijo spremenijo v pravi živ video. Torej jo lahko uporablja vsak. Uporabljajo lahko vsak. Narejena je za ljudi, ki želijo uporabljati umetno inteligenco in ustvarjati sami. To je platforma, ki združuje vse najboljše modele umetne inteligence na enem mestu. Ali imate primer uporabnika, ki je ustvaril nekaj, kar vam je posebej ostalo v spominu? Da, imam primer. Da, imam ustvarjalko, ki si je vedno želela ustvariti otroški film in ima vse slike v glavi, vendar ga ni mogla ustvariti sama. Zato ga je ustvarila s Kadabrom. Tako kot v tem filmu lahko vidimo medveda, ki se vzpenja po oknu. To je res čudovita 2 minuti dolga stvaritev, ki je bila v celoti ustvarjena v Kadabri. Kako pa potem ravnate z avtorskimi pravicami? In modeli se s tem ukvarjajo. Mi samo zagotavljamo orodja. Mi samo zagotavljamo orodja in ljudje vedo, kaj lahko pričakujejo. Pišejo pesmi, ki so res natančne in ne uporabljajo nečesa, česar ne bi smeli. Prihodnost filmskega ustvarjanja brez dvoma. Maitol Salah, vi ste ustanovitelj Kadabre. Najlepša hvala, da ste bili danes z nami. Najlepša hvala.
Izraelsko gospodarstvo še naprej kljubuje pričakovanjem. Kljub skoraj 2 letoma, pravzaprav skoraj 3 letom vojne in naraščajočemu finančnemu pritisku na številna gospodinjstva, je šekel močno poskočil v primerjavi z dolarjem, kar je povzročilo zaskrbljenost med izvozniki in celo posredovanje Banke Izraela. Tisto, kar se zdi kot znak moči, prinaša tudi nove izzive. Izraelski šekel močno pridobiva na vrednosti. Valuta se je v zadnjih mesecih močno okrepila, podprta z zaupanjem vlagateljev in odpornostjo izraelskega gospodarstva kljub mesecem spopadov. Ta moč je postala tako izrazita, da je Banka Izraela pred kratkim prvič po več letih posegla na valutni trg in kupovala tujo valuto, da bi upočasnila rast šekla. A večja zgodba ni sam poseg. Gospodarstvo je tako močno, visokotehnološka lokomotiva je tako močna, da mu gre zelo dobro. Ta moč pomaga podpirati šekel, vendar nimajo vsi koristi od tega. Močna valuta pomeni, da izvozniki za vsak dolar ali evro, zaslužen v tujini, prejmejo manj šeklov, kar zmanjšuje dobiček in naredi izraelsko blago dražje na mednarodnih trgih. Proizvajalci so opozorili, da bi lahko, če se trend nadaljuje, to škodovalo konkurenčnosti in zaviralo gospodarsko rast. Medtem pa številna izraelska gospodinjstva še vedno občutijo finančne posledice vojne. Nedavne raziskave kažejo, da je približno vsak tretji Izraelec doživel upad dohodka, saj se družine spopadajo z višjimi stroški, negotovostjo in dolgotrajnimi gospodarskimi posledicami konflikta. In čeprav lahko centralna banka poskuša vplivati na smer valute, nekateri ekonomisti pravijo, da imajo na koncu zadnjo besedo tržne sile. Z valuto se lahko igrate le kratek čas. Na dolgi rok bodo prevladali trgi. Za zdaj močan šekel pošilja sporočilo zaupanja v izraelsko gospodarstvo. Vprašanje je, ali bo ta moč še naprej spodbujala rast, ali pa bo postala breme za izvoznike in družine, ki so že pod pritiskom. Rast šekla je morda izraz zaupanja vlagateljev, vendar ekonomisti pravijo, da bodo morali odločevalci najti previdno ravnovesje med ohranjanjem tega zaupanja in zaščito podjetij, ki so odvisna od prodaje v tujini. Torej, močno gospodarstvo, da. Vendar je prav ta močan šekel tisti, ki ustvarja pritisk na izraelski tehnološki sektor. Saj se ukinja na tisoče delovnih mest in podjetja hitijo, da bi se prilagodila dobi umetne inteligence, poroča Nikol Zedek. Izraelska tehnološka podjetja se soočajo z novim valom odpuščanj, vendar je to, kar vidimo tukaj, lahko še veliko večje od tega. Dramatična sprememba v tem, kako je izraelski tehnološki sektor zgrajen. Nekatera najbolj znana podjetja v državi trenutno zmanjšujejo število zaposlenih in se prestrukturirajo z umetno inteligenco v središču. Glavna novica tukaj je Wix, da izraelski velikan za izdelavo spletnih strani odpuščajo približno 1000 zaposlenih. To je 20% njihove svetovne delovne sile za podjetje, ki obstaja že 2 desetletji. Razlog je dvojen. Po eni strani je to dejansko zaradi močnega šekla. Ker šekel narašča v primerjavi z dolarjem, so plače in obratovalni stroški v Izraelu dejansko dražji za podjetje, večino svojih prihodkov zasluži v dolarjih. Po drugi strani pa je izvršni direktor Wixa povedal, da umetna inteligenca sili podjetje, da postane hitrejše, vitkejše in manj hierarhična organizacija. In čeprav je to morda ena glavnih novic v zadnjem času, Wix ni edino podjetje, ki je utrpelo udarec. Finančno-tehnološko podjetje Rapid se prestrukturira in postavlja umetno inteligenco v središče svojega poslovanja. Prav tako pa naj bi Amdocs pripravljal odpuščanje, 10% svoje globalne delovne sile. To bi lahko vplivalo na 3000 zaposlenih, več 100 jih je tukaj v Izraelu. Vendar niso prizadeta le ta velika podjetja. Nekatere manjše, manj znane organizacije trenutno prav tako občutijo posledice. Pravzaprav AI21 Labs, zagonsko podjetje, ki je bilo predstavljeno prav tukaj v oddaji Inovacijski narod, naj bi po novih poročilih pripravljalo odpuščanje 60% zaposlenih, da bi preusmerili svoj fokus na svojo platformo Maestro AI agentov. Zdaj, kar vidimo tukaj, je širša slika, da so ta izraelska tehnološka podjetja stisnjena z 2 strani. Po eni strani imamo tukaj porast vrednosti šekla. Močna izraelska valuta škoduje izvoznikom, saj so številni stroški v šeklih, prihodki pa v dolarjih. In po drugi strani umetna inteligenca. Ta podjetja so pod pritiskom, da dokažejo, da lahko vključijo umetno inteligenco za zmanjšanje obsega poslovanja in zmanjšanje števila zaposlenih.
Torej, širša slika tukaj je, da bi lahko revolucija umetne inteligence že vplivala na tehnološki sektor in da bi lahko že videli nekatere od teh večjih sprememb. Vprašanje pa je, ali so to le kratkoročni stroški ali pa se izraelski tehnološki sektor resnično spreminja in dolgoročno spreminja način, kako gradi ta podjetja od znotraj. To je nekaj, kar bomo morali še naprej spremljati. Če pogledamo še dlje, je ukrajinsko bojišče postalo laboratorij za nekatere najbolj napredne tehnologije dronov na svetu. Zdaj, potem ko je dron preletel latvijski zračni prostor, baltska država išče odgovore v teh vojnih inovacijah. Ker droni postajajo eno izmed ključnih orožij sodobnega vojskovanja, države po vsej Evropi iščejo nove načine za obrambo svojega zračnega prostora. Ta sprememba je bila vidna v Latviji, kjer je francoski lovec sestrelil dron, ki je vstopil v državni zračni prostor iz Rusije. Vendar uradniki pravijo, da zanašanje na drage lovce in rakete za prestrezanje poceni dronov ni dolgoročna rešitev. To je zelo neracionalna stvar. To je zelo neracionalen način, da se streljujemo drone z vojaškim lovcem zaradi stroškov raket in vseh dodatnih stroškov, ki pridejo zraven. Zelo dobro je, da imamo takšne zmogljivosti in dokazujemo, da te zmogljivosti delujejo tako v Estoniji kot v Latviji. Ampak za naprej takšna rešitev ni zadostna. Zato Latvija trenutno poudarja sporazum o dronih. To je glavni sporazum o sodelovanju z Ukrajino, ki je trenutno edina država na svetu, ki je dokazala, da je sposobna sestreliti drone z največjo natančnostjo in tehničnimi zmogljivostmi. To je Ukrajina, nihče drug. Vojna v Ukrajini je pospešila razvoj cenejših in učinkovitejših protidronskih tehnologij, od sistemov za elektronsko bojevanje do specializiranih prestreznikov dronov. Zdaj te inovacije na bojišču privabljajo pozornost po vsej Evropi, Latvija pa si prizadeva za tesnejše sodelovanje z Ukrajino, saj se članice NATO prilagajajo novi dobi zračnih groženj. Vidor Grona je najnovejši opomnik, da izziv za vojske ni več le zaznavanje sovražnih dronov, temveč iskanje cenovno dostopnih načinov za njihovo zaustavitev. Zdaj pa k nekaterim viralnim tehnološkim novicam. Bi vas lahko oseba, ki jo srečate na ulici, takoj vedela, kdo ste? Novo poročilo pravi, da je Meta tiho dodala kode za prepoznavanje obrazov v programsko opremo, povezano z njihovimi pametnimi očali, kar ponovno vzbuja skrb glede prihodnosti, kjer bi nadzor z umetno inteligenco postal del vsakdanjega življenja. Za več informacij se mi zdaj pridružuje dopisnica II24 News Jodi Nicanović. Jodi, hvala, da ste se mi danes pridružili. Kaj mi lahko poveste o tej funkciji, ki jo je Meta dodala svojim pametnim očalom? Torej, za zdaj očitno ne zmore prav veliko, ker Meta ni želela komentirati poročila in je očitno tiho izbrisala to funkcijo iz aplikacije Meta AI, ki poganja očala. Ampak precej strašljivo je pomisliti, da bi lahko med hojo po ulici prepoznali ljudi in v realnem času dobili informacije o njih. To povzroča precejšnje skrbi med strokovnjaki za zasebnost. Mislim, da smo se že navadili kamer povsod, ampak misel, da bi nekdo, ki gre mimo vas, lahko takoj vedel, kdo ste, je nekoliko zaskrbljujoča. In dejstvo, da tega nočejo komentirati, je morda še bolj zaskrbljujoče. No, in tudi to, da je poročilo pravkar izšlo, potem pa so jo takoj izbrisali. Naslednji dan je izginilo. Ja, to je nekako tako, kot da bi priznali krivdo. Ja. Ampak kako so potem to naredili? Ker preprosto preiščejo vse družbene medije in potem lahko osebo prepoznajo po obrazu na profilih družbenih medijev. Ja, zdi se, da je nekaj takega. Ampak mislim, da je to še precej daleč. Če res načrtujejo, da bi kaj takega dodali, ni nič takega, zaradi česar bi se morali v bližnji prihodnosti obremenjevati. V redu. In Siri bo dobila nadgradnjo. Kaj lahko pričakujemo? Ja, Apple bo kmalu imel svojo svetovno konferenco za razvijalce in ena od nadgradenj, o katerih se največ govori, je nadgradnja Siri. Siri, kot vemo, ima večinoma dobre namene, ampak ja, ne naredi ničesar. Ne, ni najboljše. Pravzaprav sem jo popolnoma izklopila, ne želim je. Nikoli ne deluje. Ne želim je. Ja. Tako je Apple začel spreminjati Siri v pomočnico, ki je bolj sposobna dejansko pomagati, razumeti kontekst, opravljati naloge in se bolj naravno vključevati v aplikacije in storitve na iPhonu, iPadu, Macu in tako dalje.
In nova prenovljena Siri bo dejansko uporabljala Googleov Gemini AI, da bo bolj prijazna do uporabnika in bo dejansko delovala, če lahko tako rečemo. Obstajajo tudi poročila, da bo na voljo samostojna aplikacija Siri, kar je podobno kot ChatGPT, Gemini sam, Claude. Seznam se nadaljuje. Torej, upajmo, da bo postala tista osebna AI asistentka, ki si jo vsi tako zelo želimo. In nazadnje, obstaja trend, kjer tehnološka podjetja dejansko uporabljajo tehnologijo, da nas odvrnejo od tehnologije. Kako to deluje? Ja, očitno si zdaj Silicijeva dolina želi, da bi manj uporabljali svoje telefone. Obstaja startup, ki se imenuje Board, kar je, kot razumem, igralna plošča, ki se lahko spreminja glede na to, katero igro želite igrati. In osredotoča se na igre v živo in družabne izkušnje, ter na splošno na združevanje ljudi, namesto da bi bili na svojih telefonih. In obstaja še ena stvar, ki je precej zanimiva, imenuje se CyberDeck. Tako zdaj ljudje ustvarjajo računalnike, ki jih želijo uporabljati za odhod ven, namesto da bi ostajali notri. In všeč so jim, ker so kot retro računalniki in naredi sam projekti. In spodbujajo uporabnike, da dejansko gredo ven in sedijo na travi s svojim računalnikom skupaj z drugimi ljudmi. Wow, vse postaja tako zapleteno danes. Tako zdaj potrebujemo tehnologijo, ki nam pove, da moramo iti ven, ampak z isto tehnologijo, ki jo oni ustvarjajo in razvijajo. Ne. Vedno je vpleten tudi denar. Vedno sem mislila, da je tako, ja, zavajajo nas. Ja, res je. Prav Jodi Nicanović, dopisnica i22 News, hvala, da si bila danes z mano. Hvala. In to je vse, za kar imamo danes čas. Sem vaša voditeljica Lynn Vlahmer. Pridružite se nam prihodnji teden v novi epizodi Kin Inno Nation. Hvala, ker ste gledali in lep dan vam želim, kjerkoli ste iz Tel Aviva.